Pozdravljeni. Živijo. Mila smo Mihael in Kristiž Mahar. Trenutno smo v enem zelo čudovitem, izjemnem evropskem mestu, kjer smo pa spoznali ene zelo pomembne stvari. Namreč takoj, ko smo stopili dol iz letala, smo zaznali, da je vibracija te pokrajine, tega kraja izjemno mirna, spontana, zelo preprosta in ljudje, ki so pač hodijo mimo naju dveh in vsi ljudje, s katerimi smo se danes pogovarjali, izžarevajo dejansko nekakšen mir. In smo se odločili, da je čas, da tudi to vibracijo, to energijo prineseva v našo državo, v našo čudovito Slovenijo. Zato, ker ljudje, ki jih opažava okoli naju, danes imajo nasmeh na obrazu, katerega verjamem, da bi tudi vsi v Sloveniji radi imeli, zato smo se odločili, da vam predava nekaj posebnih sporočil za danes. In glede na to, da se končuje retrogradni Merkur, ki je bil definitivno malce zanimivo obdobje, če se strinjate v tem času, sva nekako združila sporočilo tega mesta, kjer se nahajava in seveda tudi angelske šepete, tisti, ki jih imate seveda najraje in imajo oni najraje vas. In potem sva nekako jih vprašala in prišla do zaključka, kaj lahko naredimo v tem poletju, da bo poletje mirno, kaj samo poletje prinaša, tako da bova naredila vse skupaj kot eno veliko energetsko napoved, ki vas lahko blazno energetsko napolni, zato sva prepričala, da vam bojo ta sporočila všeč. Tako smo pripravljeni, lahko kar začnemo. No, torej začenjamo. Vi veste, da smo bili sedaj v obdobju retrogradnega Merkurja. Obdobje retrogradnega Merkurja pomeni, da se vse okrog nas trese, kajti retrogradno gibanje tega planeta ponavadi naredi manjšo introspekcijo in z morda težjimi okoliščinami nekako vpraša, kaj si res želimo, kaj si ne želimo, in včasih v takih pretresih seveda to lahko ugotovimo. Poletje bo sicer zanimivo energetsko, vendarle pa mislim, da ima tudi izjemen potencial, da ga lahko umirimo, kar pomeni, da doživimo zelo globoke občutke miru. Vendar kako bomo to naredili, ko so okoliščine take, ki preizkušajo? Tukaj sedaj prihaja recept za vas, seveda s pomočjo angelskih šepetov. Vkolikor želite, da bo vaše poletje zelo mirno, ta mir, malce kasneje bo tudi Mihael o tem spregovoril, kaj vi naredite, jaz pa bom povedala nekaj o okoliščinah. Ta mir prenesite na svoje okoliščine. To pomeni, če se okrog vas nahajajo ljudje, ki so v transformaciji, se ne odzivajte na njih s prepiri, z razočaranji, z jokanjem. Vem, da včasih to zelo težko narediti, vendar bi vam res svetovala, da predvsem pri odnosih se je veliko dogajalo, da poskušajte ostati mirni, da komunicirajte mirno, vkolikor neka energija nasteče, se za nekaj časa bolje umakniti. Naj to poletje ne bo borba nekega dokazovanja, dopovedovanja, veliko je bilo tega. Poskusite biti, kot da ste na nekem vetru in verjamete, da bo pač ta veter svobodno oblikoval vašo frizuro in da bo na koncu vse v redu, vendar kakršne koli spremembe pridejo, ta veter sprememb, se mu ne upirajte. Seveda, da se malce dotaknem tudi tega, ne potem ignorirati svoje občutke. Zdaj se ne gre za to, vendar ko začutite določene občutke, poskusite ostati mirni, poskusite zadihati, poskusite karkoli se dogaja okrog vas, najti tisti občutek miru in to je definitivno tista prava poteza. Kajti, če boste to lahko naredili, če se boste lahko odzivali mirno, potem se bodo okoliščine avtomatsko prilagodile. Tudi ljudje, če se ne boste odzivali na njihova protestiranja, pa upiranja in tako naprej, se bodo s časoma pomirili, kajti nihče v tem obdobju ni bil zloben, šlo se samo zato, da je imel vsak svojo transformacijo in to se je kazalo na različne načine. Tako da to je tisti začetek notranjega miru oziroma te notranje poti, kako pa to še poglobiti, zato da boste to res lahko čutili, pa vam bo sedaj spregovoril seveda Mihael. Mogoče bi bil čas, da svoj urnik malo prilagodite in vnesete več druženj s prijatelji, več branja dobrih knjig, več obisku kina ali pa morja. Zdaj se začenja sezona za to, ne? In verjamem, da se vsi strinjate z mano in da imate že vsi v mislih, kaj bi lahko vnesli svoj urnik. Ampak rad bi vas pa opozoril še na nekaj. Sreča je neka stvar, ki se zgradi. Za srečo se treba odločiti in sreča potrebuje aktivnost. Sreča ni samoumevna. Živimo na planetu, kjer imamo ogromno možnosti in tiste, ki zberemo, tiste bojo pač na nek način definirale,
kako srečni bomo. Zato vas zdaj naprej spodbujam, da začnete razmišljati glede vsake stvari, ki jo počnete, ali vas ta stvar dela srečno ali pa ne. In dejansko boste mogli nekatere spremembe sami narediti. Vi ste tisti, ki boste mogli vnesiti svoje drugačne pristope v svoje življenje, svoje nove poglede. Tukaj vam bom dal zelo fajno primerjavo, je mobilni telefon. Če se mobilni telefon sprazne in če se zelo dolgo časa pogovarjamo po njemu, ko je prazen, se kar ne samoumevno ne pričakujemo, da se bo napolnil, ampak ga moramo dejansko povezati s kablom, dati v vtičnico in počakati kakšno pol urce, da se telefon napolni. In isto pač potrebujemo mi, jaz, vi, vsi. Ko zelo dolgo časa delamo v nekih poslih, službah ali pa v nekih okoliščinah, ko rešujemo razne izzive, takrat se ljudje spraznemo. In ko rešimo problem, ali pa tudi vmes, se rabimo čas nazaj ponovno nahilati. Zato vam svetujem, da si vzamete ta izjemen čas, ko je toplo, sonce, veter, morje in tako naprej, da si vzamete čas za dobre knjige, ki vam bojo pomirile srce, vam odprle čustva, vas popeljale v zanimive svetove, da obiščete kakšen zanimiv seminar, delavnico, kjer boste dobili informacijo ali pa mogoče dodaten zorni kot, da spoznate nove ljudi, najdete nove prijatelje, poslovne partnerje, karkoli, da boste srečni v življenju. In ko boste enkrat uskladili svoje srce za svojo glavo in svojimi čustvi, takrat bo mir postal nekaj vsakdanjega, se boste zjutraj zbudili mirni in srečni, boste zaspali mirni in srečni in vmes boste v bistvu uživali, mimogrede še pa naredili tiste stvari, ki jih pač rabite narediti, ki so pač obvezne. In seveda za vse tiste, ki čutite, da potrebujete ta polnilec, to pomeni nekaj, kar bo napolnilo vašo baterijo. Včasih to naredite seveda sami doma in da sva izredno ponosna na vas. Včasih pa sva tudi midva tista, ki vam lahko pri tem pomagava, s tem, da seveda organizirava čudovita druženja v našem duhovnem, v ateljeju Potovanje duše z menoj. V tem poletju najprej začnemo 21. junija, ker prihaja poletni solstici. Vsi veste, da takrat puka od energije z močno meditacijo in vokacijo nebeške podpore, vsi potrebujemo naše angele, vsi potrebujemo, da nas malce podprejo. Potem prihaja praznik boginje bogatstva, fortune in potem julija za vas pripravljam take bolj čarobne dogodke. Jaz zelo rada ustvarjam in bi rada videla, kaj lahko manifestiramo z rojstnim dnevom boginje Isis in samo enkrat na 3 leta pride polna luna, ta drugič v mesecu in to se imenuje modra luna, kjer se bomo ponovno lotili tistega, kar ste imeli zelo radi in to so polnočne meditacije. Vabim vas, da si več preberete na www.potovanjeduse.si in www.mihalzmahar.si. Torej, kaj pa imaš ti v načrtu? Tudi jaz sem zelo vesel, da bom v juniju in tudi kasnejših mesecih z vami z izjemnimi skupinskimi meditacijskimi terapijami, na kateri se bomo dejansko lotili odklepanja in spoznavanja in invociranja energij, kateri do zdaj v bistvu še nikoli niste spoznavali. Že naslednji teden oziroma v torek bo prva skupinska meditacijska terapija Totemski varuh, na kateri bomo invocirali oziroma inicirali zelo posebne strukture za zaščito zelo močne energije, ki vam bodo zavarovale vašo energijo, vašo čustveno energijo in dejansko vam omogočile varno pot v življenju, uresničevanje svoje sanje in vizije. Vsak torek na to v naslednjih tednih, mesecih bom z vami z drugačno skupinsko meditacijsko terapijo, na kateri bomo delali vedno nove stvari, tako bomo odpirali Pandorino skrinjo, tako bomo odklepali skrivne kode vaših čustvenih, dušnih in kozmičnih zapisov. Na portalu 7.7 bomo dejansko počeli to stvar in to je en zelo pomemben dogodek, ki se ga že sam zelo veselim in toplo ste vabljeni, da se ga tudi vi udeležite. Seveda pa prihajajo v naslednjih mesecih še novi projekti, nove delavnice, seminarji, kateri pa naj bo zaenkrat čez skrivnost. V tem okolju miru sva midva z Mihalom res razmišljala, kaj nama je do sedaj ta pot prinesla. Midva sva hvaležna za vsakega izmed vas, ki spremljate najino delo, pa ne zaradi naju, ampak zaradi tega, ker nama mir in srečo prinaša to, kar lahko vam dava, zaradi tega, ker so šla vsak čez svoje transformacije in res veva, da ta orodja prinašajo na dolgi rok mir, prinašajo rešitve. In če lahko to povemo naprej, če to lahko delimo, je za naj to največji občutek miru in sreče. Tako da sva vesela, da so lahko del tega, rada bi se vam zahvalila in pošiljala prelepe pozdrave iz tega mesta. Želim vam vse lepo, definitivno smo na vezi in adijo. Čau.